Dobro jutro, lep pozdrav. Včeraj smo se pogovarjali o neke vrste revoluciji v pesmi, ki jo poje Fink. Sem vam dal tudi tekst. In gre za neke vrste revolucijo, ampak ta revolucija, kot bi ta gospod Fink vedel, se odvija že en čas. Ne? Ampak ta revolucija, pa evolucija, se zdaj nekako pretaplja v, kako smo že rekli, v tiho... zdaj mi je pa ušla. Tiha invazija. Tiha invazija delavcev svetlobe. Zdaj si pa delavc svetlobe, zdaj si pa hudke popar. Ne gre za to, da je kdo hudke popar, ker nihče od delavcev svetlobe ne išče nobene slave, nobenih titul, nobenih uniform, nobenih potrditev ali karkoli. Kdor se je prepustil v sebe, živi iz sebe in v sebi, v miru, za mir, iz srca, po moralnem kompasu, je že delavc luči, kar smo rekli ničkolikrat, bodi, to je dovolj. Torej, maska ta safacata. Maska ta safacata, pa bo življenje lepše najprej vsakmu posamezniku in ne zavedamo se, kako močan vpliv na kolektiv, kompleten, zemeljski, ima to, da človek živi po svojem notranjem prav. Mi noter vse že vemo. Mi delavci luči ne rabimo nobenih pravil, nobenih prepovedi, zapovedi, napovedi in odpovedi. 11. božja zapoved ni namenjena nobenemu, ki deluje prav in iz srca, ker mi, plemenski, se ne delamo neumnega. In mi ne potrebujemo, tudi prvih 10 nismo mi rabili. Zaradi tega, ker moralni kompas kaže prav. Zdaj, kdo se ga je držal, kdo ga je uspel obdržati, to je pa seveda druga stvar. Na tem svetu je mnogo ljudi se prodalo in deluje za sistem in sistem podpira, kot Mr. Smith v Matrici. To so ljudje, ki delajo vse za to, da sistem vzdržujejo. Najbolj univerzalna in znana je bila, da so te označili s teoretikom zarote. Ti si pa teoretik zarote. V enem videu, enkrat v januarju, sem ga objavil z naslovom Sonce, sem govoril o zajčniku, kako zajček znotraj zajčnika veza brikete in seno, in ker še ni videl, bom rekel, lepih, svežih travnatih planjav, kjer raste sveža travica, on ne verjame. On v zajčniku pravi, daj mi dokaz, pa bom pa verjel. In tak je zunaj na planjavi, mu pravi, samo moš iti ven pogledat. Ne, to pa jaz ne grem nikamor pogledat, ti pa id sem nazaj, pa ne flancej od tam, da so zunaj poljane in travniki, ker jih pač ni. Tukaj so briketi, seno pa voda, pa tiho bodka, si neumen. In ti si neumen je tudi ena izmed precej znanih gest ali pa reakcij ljudi, ki vzdržujejo sistem. Ti si neumen. Eno tako sem dobil, po noč sem se pregovarjal z žensko, pa spet sem prijazen, pa ne bom imen, ampak sem jo kar na hitrco okloftal, ker to sem vam že rekel, da v nedeljskem live, da počasi je dost in bo treba jasno in glasno okloftati te, ki so, bom rekel, v človeški obliki, bom rekel, za nekimi profili, ali pa so to artificial intelligence, torej boti in roboti umetne inteligence, ki so narejeni nič inteligentno, ampak so narejeni za provokacijo in vzdrževanje sistema. Ti boti in roboti pa so tudi tisti ljudje, ki v avtu nosijo masko, še zmeraj. Oni sistem podpirajo do milijona. Sej pa jih menda je sistem z nečem nagradil, kaj ne? Mi smo se že pogovarjali o tem, da najverjetneje dinarčki ne letijo več tako, kot so leteli za te podpornike sistema, zdaj se zato pa skačejo na zadnje tačke, ne dobimo. Dokdaj ga bodo pa podpirali, če ne bo dinarčkov za to? Bomo pa videli. Videli bomo mi marsikaj, predvsem vse tisto, kar je bilo pred našimi očmi skrito,
Marsičesa ne moramo razumeti, tako kot zajčki ne morejo razumeti, ki živijo v zajčniku, da so zunaj lepe planjave, travnate, da so smrekice, sončni zahodi, svašta. Tako pred nami so bile skrite mnoge stvari, oziroma jih nismo poznali, ker smo živeli v zajčniku, ne? In za nas se odpira nov svet, ki se ga da videti s tako imenovanim tretjim očesom, prek pinalne žleze. Gre za izkustvo širše dimenzije, mnogo večje, kot je zajčnik imenovan Zemlja. Naša pinalna žleza nam omogoča potovanje med dimenzijami v času, v prostoru. Mnogo smo o tem lahko brali, tisti, ki smo želeli, a ne, brati zgodbe zajčkov, ki so že skočili iz zajčnika in pomagali tretjim pinalni žlezi, da je začela bolj delovati in izločati svoj DMT, dimetiltriptamin. To so počeli s pomočjo psihodeličnih substanc, torej gobe, LSD in ayahuasca so mogoče najbolj znani, pa so razni pejotli in kaktusi in tako. Zdaj, mogoče ne bi bilo slabo probati te stvari, da bi človek vedel, kaj sploh išče, ampak ne bo potrebe po nobeni pomoči, ker vse imamo že v sebi, ne? Tudi kanabinoidni sistem je že v nas in konoplja je ključ na ključavnico, ki je v našem telesu. Torej, ključavnica je kanabinoidni sistem, konoplja z njenim THC-jem pa je ključ, ki odpira širino in zavest. In pa boste rekli, Turšič, ti se greš pa zdaj pa o drogi. Daleč od tega, sam pravim, zakaj je bila ganđa prepovedana, pa zakaj je bila ayahuasca tam daleč stran v brazilskih gozdovih, Amazonke, in zakaj LSD ni več tako razširjena droga, kot je bil. Zdaj je mnogo zaželeno, da se uporablja kokain. Ne? Kokain to pa ja, dajmo boostati, dvigovati umetno ego, ne? Pogum, ne? Energijo. Nič ne rabimo. V bistvu od nobene od teh substanc ne rabimo. In kdor pravi, da je treba pokaditi ne vem koliko jointov na dan, da preživiš, to ni res, ne. Mogoče bomo tudi počasi razumeli, da so ljudje, ki so se, bom rekel, zgubili v količinah alkohola in ostalih, bom rekel, drog, v smislu heroina in ne vem katerih še drog, da so ti ljudje v bistvu bežali pred krutostjo zajčnika, ki ni dovoljeval svobode, notranje, svobode izražanja, svobode biti, svobode delovanja. In tam so ljudje bežali, ne, iz te virtualne realnosti, ker zajčnik ni realnost, realnost so planjave široke za zajčka. Ne. Saj imamo to neko zdaj, če reči, asociacijo pa primerjavo. Čakaj, nekaj sem hotel še reči v zvezi z, zakaj ni bila ta svoboda dovoljena. Prepovedana je bila svoboda in prepovedana je bila ljubezen. Prepovedan je bil mir, ker to so tiste stvari, ki so esencialne za človeka z esenco. Vse že vse to razume. In ljubezen je tista stvar, ki jo zdaj invazija bojevnikov svetlobe dogaja na dnevni bazi. Ne prepoznaš ti bojevnika svetlobe na daleč. Človeka, pa dajmo reči, da bo prehudo slišati bojevnik svetlobe, dajmo ga preimenovati kekac. On je bil tudi bojevnik svetlobe. Lightworker je bil tudi on, a drži. Pa ni nobenih bobnov tolku, a ne šamanskih, pa ni nobenih čakr šraufov, pa ni nobene meditacijske tehnike obvladal, niti sproščanja, niti ozaveščanja višje kreativnosti in ne vem kaj. On je samo bil. Ne? In kekcov je v bistvu vsak dan več, ki smo dojeli, da je potrebno delovati iz sebe in da je to dovolj.
da ni potrebno nobene strašne filozofije v mislih, mora biti človek čist in meren in imeti dobre namere. To je vse. Kdor ima zlobne, negativne namene, ni plemenski. Zdaj, a se bodo ti ljudje prebudili? Konec ne bo za vse, to je dejstvo. Koliko ljudi bo še začelo slediti, ne nam slediti ideji miru, slediti svojim notranjim, pravilnim, moralnim kompasom, slediti ideji, da če so bile vse vojne sprožene s pomočjo laži, se mir lahko zgodi s pomočjo in razkritjem resnice. Živeli smo v totalni laži in prevari in mnogo ljudi je sprogramiranih, da delujejo s sistemom, da ga vzdržujejo, da ga podpirajo in negirajo vse, kar je mir, kar je ljubezen. Ne? Jaz sem rekel 11. božja zapoved, hmal bodo nalepke, ne delaj se neumnega, pa je tudi tle ratala neka špekulacija v kontekstu, ta pa ni božja, ne. Ja pa kaj, a Mojzes je bil Bog, da jih je vtolkel noter, ali je dobil on notranji uvid, pa je rekel, dej, mislim, pa ljudje delajo te in te stvari, ni rabil biti Bog. Čeprav je bil, vsi smo bogovi, ne, zdaj, ko z te strani začneš gledati, ampak Bog je znotraj mene in tebe in vsakega, ki ga želi čutiti in mu dati prednost, mu dati možnost, da se izraža. In zagotovo je božja zapoved, sej pa je iz mene not prišla, sej pa se ni rodila na asfaltu in jo ni Lucy povedala, čeprav je tudi ona Bog, vsekakor jo pa ni povedal Narcis, ker on je prav prvi, ki se dela neumnega. Ne? In ti ljudje nočejo slišati za adrenokrom, nočejo slišati za genocid, nočejo slišati za pedofilijo, nočejo slišati za prevare. Zakaj ne? Ker so sami vpeti v sistem, ki to dovoljuje in celo normalizira vse, kar normalno ni. Mi smo različni, pa saj smo in plemena severa in juga, smo različnih barv kože, različnih ras, različnih, bom rekel, navad ljudskih šeg in tako, in tle smo različni. Oni so ta narcizem, sistem, rekel, za vse isto, smo vsi glih, ne? Zdaj pa spoštuj različno tistih, ki imajo v glavi sežgane receptorje za to, kaj je spol. Spol je moški, pa spol je ženski. In ni jih 65, to so njihove bolane ideje, da bi to celo normalizirali in celo dopušča se, da neka firma naredi zaposlitveni oglas in mislim, a si moraš misliti, zdaj je prišel k nam pihati tlele z dvorišča pesek, nikoli ni pometal peska pred dvoriščem, mislim, ne mi en reče, da je vse naključno, nič ni naključno, ja, veš, pihati meni s to motorko tlele, kaki so šunder mojstri, a ne? Tisti, ki živite po mestih, najbrž to bolj poznate. Ja, sej po mojem bi mogel tlele pod oknom mi priti. Še dobro, da se malo pripravim, pa zaprem okna, pa dodam glasbo, pa ga vsaj vi ne slišite. Vidiš, ampak rdečo nit je pa le vzel. Bojevniki svetlobe smo, ja, kekci. Aha, zaposlitveni oglas za Mikropolo, kjer je samoumevno, mislim, upam, da ste si to pogledali, če ne, napišete Mikropolo, reklama, kamorkoli pa vam pade ven. Grozno slabo, firma, ki direktor prijateljuje z musarjem, pa da so vse preoblačijo, fantički v punčke. In to probajo v šolam razlagati. In zdaj je bila ena ful dobra, Mikropolo se tudi ukvarja s prodajo
sintetičnega adrenokroma. Ne. No in ena je bila dobra, ta skupina LGBT je zaščitena, zaradi tega se ne sme nič čez njih reči, ker so softiči brez jajc, a ne. Vendar jaz nimam nič proti nikomer, to sem večkrat izpostavil, naj živi vsak kot le želi in hoče. Nikakor pa ne moramo dopustiti, da ta bolezenska stanja rinejo otrokom v šole in predstavljajo, da je to, če se želijo otroci spol spremeniti, da je to čist ok. Sicer, če želijo iti kaj delati, morajo počakati do 18. leta, o tem, da si pa spol spremenijo, lahko pa odločajo, kar zdajle nemudoma ni problema in začnejo s terapijo menjave spola, torej fantičkom estrogena, puncam pa testosterona, pa je vse narobe in na tak način tudi mi naj ne bi prišli do visokih spoznanj, če imamo vpletenost v genetiko. Torej, tle je genetika imela velik vpliv, tudi z zadnjimi cepivi so probali gensko vplivati na ljudi in nimam jaz nič proti, vsak ne rine kamor če, v katero luknjo kar če, vendar tam, kjer so pa vključeni naši otroci, tam pa normalni ljudje potegnemo mejo in črto. In to je tista črta, katero oni prestopajo in nam probajo vsebine skrivati, avtorstvo moja direktna izkušnja na YouTube blokirati, zaradi tega, ker so užaljeni in prizadeti. Če mi misli YouTube tole zablokirati, bomo imeli hud boj, da ne bo pomote, ker tle se pa pač ne bom dal več in ne dovoljujem, da te stvari grejo v šole, da grejo te stvari med mladino, med tem, ko bi jim mogli razlagati, kaj je bukev in kaj je smreka, ne pa kaj je transgender. Okay? Otroci so že tako zablojeni v tem šolskem sistemu, ker je šel čist narobe in otroci odraščajo popolnoma narobe, namesto da bi se srečevali z naravo, bom rekel, igrami zunaj, spoznavanjem ljudi in niti ne ljudi, ampak narave kot take, se ukvarjajo z bolanimi datumi, formulami in priimki, nauči se na pamet. Všeč mi je, neka učiteljica sem videl, je rekla, pišejo otroci tako, da pišejo v parih skupaj in iščejo po verih. Gre za to, da zna človek informacijo poiskati, to je prvo, ne se jo na pamet naučiti, in druga stvar, da delajo v skupinah, ker sodelovanje je nujno. Mi smo kot volkovi, ki znajo biti sami, kadar je to treba, ki znajo stopati k plemenu, kadar je to potrebno in smiselno. In imajo, čeprav zastopam svojo partnerko za celo življenje, zaradi tega, ker tudi zvestoba je nekaj, kar je vrlina plemena. Ne? Skakanje od tu in tam ni plemenska lastnost. Ne? Pred nami je razboljivo obdobje, zagotovo, zaradi teh kekcev, bojevnikov luči, ki delujemo, in vsak izmed vas je na tak ali drugačen način bojevnik, če le doprinaša s tem, da je brez strahu, da je poslušen svojemu moralnemu kompasu, da je v sebi umerjen, da si dovoli iti čez meje znanega, torej iti čez to kognitivnost, ki nam je bila tudi vcepljena, tako kot nam je bil vcepljen strah. Ne? In cepili se bomo zdaj končno na pozitivce in negativce, na empate in narcise, na tiste, ki smo avtohtoni prebivalci zemlje, in tiste, ki so nam zemljo s človeštvom ured želeli ukrasti, vendar jim je spodrsnilo. Če jim ne bi spodrsnilo, bi mi to občutili tako, da bi bili vsi zaprti v koncentracijskih taboriščih in kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade, a ne, tako v kozji rok so se pripeljali sami sebe. Tudi zdaj upam, da bomo imeli priložnost videti ta zadnji ples, mrtvaški ples
Sej pa ipak so ti ljudje, mnogo njih, totalni zombiji brez možnosti lastnega razmišljanja. Še enkrat, vsem smo na voljo za pomoč, ko se bodo ljudje odločili, da želijo stopiti z nami, ko se bodo nehali delati neumne, ko bodo priznali, da so ga zamočili, da so se v življenju narobe odločili in narobe delovali, se temu primerno pokesali, predvsem sami v sebi, meni se ne rabi noben kesati, predvsem pa ne dovolim več dreniranja energije, negativnosti pod vsebinami, v katere vložim mnogo pozitivizma, in te ljudi tudi vam svetujem ostro distancirajte. Blokada je krasna funkcija, blok in je stvar zaključena. Ne sekirajte se v tem, ker z druge strani bo prišel nekdo pa bo rekel, zdaj pa kar blokiraš. Ja, jaz v pozitivizmu ne dovolim več negativizma. Lahko si pogledate v Facebooku mojem, komentarji so lepi. Negativne jaz eliminiram, pa nimam dosti dela, da ne bo pomote. Tu in tam se pojavi kakšen pacient, pa še to ob takih blesavih urah, tako da danes ob 2 zjutraj sem imel točno neko tako situacijo, pa ker sem prijazen, ne bom z imeni, a ne? Ampak ne bomo večno tiho, mar ne? Molčali smo tisočletja, nismo smeli govoriti o ljubezni, nismo smeli govoriti o duhovnosti, nismo smeli govoriti o pravici in tako naprej. Čas je, da spregovorimo na glas, kdo in kaj smo, in ko bomo svetli zakorakali, oh, when the saints go marching in, yes, I wanna be in that number. Želim biti v tem, med njimi, številka med njimi, in sem. In sem, čeprav sem težko sprejel, tudi jaz sam pri sebi, da sem delavec luči, pa sem v bistvu že 1 leto aktiven v temu, pa nisem želel sam sebi dajati tega, ker plemenski ljudje smo tudi precej skromni. Skromnost je lepa čednost in je čednost plemena. Ne? Nikoli nisem hotel, nima veze. Skratka, pred nami je sončni mrk, baje nam prinaša spremembe. Pripravite se na to. A ste pripravljeni? 3, 4, pripravite se. Nimaš se kaj pripravljati, če si, bodi in to je dovolj. Temu je tudi za danes dovolj, ker sem že v gužvi in sem že dogovorjen naprej za stvari, sem užival, dokler sem ga užival sam, zdaj me nekako čedalje več obveznosti grabi, ampak ni mi težko, zato ker sem tudi za to streniran. V življenju me je streniralo na tak način, da sem sposoben ohraniti trezno glavo v ne kritičnih, ampak v momentih, ko je postane bolj gosto. In ja, bodite razsodni, bodite merni, bodite pogumni, predvsem pa bodite vi, iskreno vi, ker samo tak je kekac. On se ni pretvarjal, da je pogumen. Ne more se strahopetec pretvarjati, da je pogumen, ne? Tako, ko se pogumen niti pod točko razno ne želi pretvarjati, da je strahopeten. Kaj ne? In stvari so v bistvu čist jasne, in jasno je, da se ne bodo mogli več skrivati, kot so se. A ne? Družbica, imejte se prečudovito, zabavajte se, želim vam, da ste mirni, da ste navdahnjeni z dnevom, z lepotami, ki se nam ponujajo na vsakem koraku. Pazite, kakšne frekvence spuščate sabo v sebe, in tale za nami glasbena podlaga je namenjena umirjanju in čiščenju in se imenuje angelska glasba. Izberite sami, izberite pametno, izberite modro, pa se imenuje, jaz ste modri kot smrkci, ki živijo v gobah, a ne? Držite se, ajde, dovolj. Čau. Takole, tak.